Zdaj pa v ZDA, kjer se dve največji politični stranki, republikanci in demokrati, že 3 tedne ne moreta dogovoriti, kako bo država porabljala denar. Medtem pa ga v skupni blagajni zmanjkuje. Da bo država lahko poravnala račune, se bo morala še zadolžiti. In o tem, za koliko, so se včeraj dogovorili ameriški politiki. Po tej odločitvi so se ameriški javni uslužbenci vrnili na delovna mesta, veliko drugih držav po svetu pa si je odahnilo. Podrobno pod lupo poglejmo zakaj. Kakor drugje po svetu, tudi Združene države Amerike denar za delovanje zberejo z davki. Toda zberejo ga premalo. In da lahko poravnajo vse račune, na primer za vojsko, pokojnine, za šole in podobno, si morajo denar sposojati. To naredijo tako, da izdajo obveznice. To je papir, ki ima določeno vrednost. Tisti, ki obveznico kupi, bo čez čas zanjo dobil nazaj enako vsoto, kot jo je plačal, zraven pa še obresti. Ko Združenim državam zmanjka denarja, izdajo veliko obveznic, ki jih kupijo na primer Kitajska, Japonska in evropske države. Zato te države pričakujejo, da bodo denar dobile nazaj z obrestmi. Če Združene države ne bodo izdale novih obveznic, pa tega denarja najbrž ne bodo mogle plačati. Kar pomeni, da bi v najhujšem primeru lahko na primer Kitajska, Japonska in evropske države izgubile ves denar, ki so ga vložile v nakup obveznic. To bi povzročilo novo ekonomsko krizo. Torej, ker so ZDA sprejele dogovor o zadolževanju in bodo še naprej izdajale obveznice, se je veliko držav oddahnilo. A denar, ki si ga bodo sposodili, bo zadostoval le za obdobje do 7. februarja 2014.